hodiš po tunelu, kjer je dobesedno nimaš kam se premakniti, ozko, zaprto, nizko, vse lepo in prav do tega trenutka, ko se dobesedno vsi ustavijo pred tabo, nimaš izhoda. Meni je tu. In kako se malo? Gre. Luštno. Ni izhoda, ni, samo one way. Lepo da se skupaj Roy Lifestyle tle na YouTube kanalu in danes smo tle v tej epizodi, kjer smo se nahajali v Turčiji za dobrih 11 dni. Na izletu, dopustovanje in je bilo epično in dramatično, ker boste videli tudi v naslednjem delu posnetka, kaj se je dogajalo vse skupaj. Torej, prvi dan je sledil tako Ljubljana, Istanbul in Bursa. Torej, polet je bil iz ljubljanskega letališča, itak smo se ukrcali pol, ko smo prišli na avtobus, ki nas je čakal tudi lokalni vodič. Šli smo v agencijo, agencijo Oskar. Smo prišli na avtobus, bla bla bla, smo šli po gor in smo šli mimo Istanbula in smo šli do Burse. Prvič je bil sprehod po pravem turškem vzdušju Burse, po tržnicah in veličanskih ostankih preteklosti, dobesedno prva turška hrana. Turkish life. Ko smo imeli namestitev, prvi prost turški, bomo rekli prvi večer prost v Turčiji, ampak ne zame. Ne zame, ker ni šlo vse po planu. Tako izgleda naša prva noč v Turčiji. To je to. Kuhamo čaj, ga spremim, idem spat, ker sem gotov. Tako. Da bo zaprav. Tako da to je to, jaz sem spat, ker ne pobrala. Drugi dan. Bursa, Efes, Kušadaši oziroma Selčuk. V zelenem mestu smo obiskali zeleno mošejo in mavzolej ter veličansko mošejo. Aha. Search the internet, you will see it says miracle oil. Any kind of dermatologic problem. Eczema, burn, sunburn, you can apply it. And I like that.
Efes je višek antike in smo občudovali tudi, da živimo med Marmorjem, nekdaj veličanske anatolske prestolnice. Obiščemo pa tudi kraj templja, boginja Artemide. Dan 3 je pa Kušadaši, Brijene, Didim in Pamukale. Znači, spet smo razkovali, kot vedno vsako jutro, vožnja je bila do antičnih Brijen, ki visoko nad reko Meander velja za najlepše ohranjeno grško mesto v Anatoliji. Pol. Evo realno prvi govor, nažalost zdravje ni the best, nikjer ne 50% smo recimo neki tazga. Nina stvar, ki si želim, je, da sem malo boljši, to je to. Drugače pa tudi, če zaenkrat prva liga, res ni da ni. Tako da nas čaka drugi del, zelo zanimiv. Bomo videli zdaj skupaj. Ja. Pa smo na slikanju tle. Te pa. Migueliti. Evo, še zadnja vištica. Četrti dan pa je sledil, da smo ponovno štartali na avtobus. Šli smo čez gorovje Taurus. Pustili smo se v turško sredozemlje, v antično Likijo. Ja. Kaj, pa zakaj tako naprej še? Ne gledam, ja.
Dan 5. Kaš, kekova in izlet z ladjic do topljenega mesta Kemer. Znači, vožnja je bila zjutraj do fotogenične vasice, kjer smo se vkrcali na celodnevni izlet z ladjico do potopljenega mesta Kekova. Bele škele. Dan 6. Kemer, izlet v Olimpos in na večne ognje Himere. Znači, tukaj je bil dan, kjer si lahko imel prost dan, ne to, da jaz sem bil slab, sem rekel, gledajte. Ne to, da jaz nisem toliko užival kot vi, nisem ostal sam, sem bil malo boljši, gledaj po mestu, malo doživiš turški stil. In to sem rabil, ker je bilo fantastično, nepozabljivo in ja, nisem tisti dan res nisem imel kamere s sabo, je ni bilo, torej dan 6 ni nič posneto, oziroma je posneto na koncu, kaj tisti dan državnosti je bil, dan državnosti, 102 let, če se ne motim, in zdaj bomo tudi videli tle, kaj se je dogajalo, ampak ja, bilo je noro, cel dan sem užival in pogledamo, kaj se je dogajalo ta večer v Kemerju. Sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Dan 7. Kemer, Bejšehir in Konja. Zavihteli smo preko gorovja Taurus in vstopili smo v drug svet, dobesedno svet visoke anatolske planote, tradicije in prave Turčije. Znači, šli smo iz toplega kraja proti notranjem delu, kjer je res drug svet. Iz kratkih na jakno. Praktično, skoraj. Govorimo večerne ure in zgodnje jutranje ure, noro. No in potem v Svežovski Konji smo obiskali mavzolej velikega mistika Sufija in ustanovitelja plešočih dervišev Rumija Mevlane.
svetovno. Osmi dan, Konja, dolina angelov, podzemno mesto Kapadonija. Znači, zjutraj smo štartali do karavanskega dvorca Sultanan, kjer smo se uživeli v življenjski karavani na starodavni poti svile in začimb. No in ob vstopu v pravljično Kapadokijo smo obiskali vulkanskih tuf ukleskana meniška bivališča in zgodnje krščanske cerkvice. To je raj na zemlji, to ko vidiš v živo je wow. Potem je sledil sprehod po dolini angelov, tudi svojevrstno doživetje bilo, res nekaj fantastičnega, lepo vreme sonce, res je bilo nulo in na poti v ožjo Kapadokijo obiščemo tudi podzemno mesto Derinkuju in smo ponovno podoživeli življenje v podzemnem labirintu, tako kot smo videli na začetku posnetka, kjer smo dejansko ostali v taki poziciji neprijetni, nadol in vsi stojijo pred tabo in nimaš izhoda, ga ni. Violette dišijo iz kuvete ven. Lega. Kaj delaš? Lega, kaj ti je padlo, a? Ja, no. Ja. Ja, no. Ja. 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 Aha. Ovdje ti v tobogan dole, dilej. I samo sile pa bi se spustil. Footwork. Na pokopališče. Tukaj pa potem še naprej po rovih je zelo veliko takšnih prostorov kot ta in tukaj so odlagali še oblak. 9. dan Kapadokija, samo ekskluzivno Kapadokija, kjer moraš doživeti cel dan v Kapadokiji, da čutiš to. Znači, po želji je bila jutranja vožnja z balonom nad pravljično deželo. Nisem šel. Purtroppo, anche stavolta no. Nisem šel, point je bilo to, da spet dan predtem imel sem močan glavobol, migrena, zelo slabo sem se počutil, tako mešani občutki in še neko, jaz enostavno ne grem. Zdaj, ko ugotavljate, ti si sploh bil zdrav? Ne, nisem bil zdrav, niti malo. Bili so trenutki, ko je bilo boljše, ampak ja, ni bilo the best. Evo bo še malo reklama, postal balon Kapadokije. Če smo se sprehajali cel dan po pravljični deželi,
Dolina ljubezni smo bili, pod Gobljimi dežniki smo bili tudi doline, pa Šabar. Obiskali smo tudi skalo, Kleskane cerkve in samostane zgodnjega krščanstva, kot vidite. Ja, imam zapise, ker je bilo res toliko, da nemogoče si vse zapomniti na pamet, res. Zdaj ga malo posneta. Stanski tudi. To je 2:0, 2:0, eto. Sedaj smo prišli na obiske. Baba sekiz akşam 5 geldi. Yani Nur Hanım'ın Deseti dan, Kapadokija, Slano jezero, Ankara ter Istanbul. Šli smo torej proti Ankari, kjer smo obiskali Ataturkov mavzolej, njenega najlepših evropskih muzejev. Merhaba, merhaba. Günaydin. Salam alaikum everyone. Kako se imaš le? Dobro. Dobro. Zakaj si šel v Turčijo? Pa ker me je vedno zanimal ta del, bomo rekli, njihove kulture, hrane, narave, tako kot tudi vidimo tle, recimo še okoli, ne. In ja, smo malo izvedeli, ne. Tako da sem zelo zadovoljen. Ne glede na to, da sem malo prešla jen, ampak vseeno smo izpeljali, ne. Tako da sem zelo, pa kam gremo proti avtobusu, ne. Ker se peljemo v Ankaran, ne v Ankaran, v Ankaro, je tako? Ja. A veš, kje je Ankaran? Ne, to je blizu Kopra. No in prestal je zadnji dan Istanbul, Ljubljana, znači imeli smo, bomo rekli, polovico dneva v Istanbulu, kjer smo zaživeli jutro naše z preteklostjo 1600-letne prestolnice dveh cesarstev, sprehodili po antičnem hipodromu, obiskali modro mošejo ter cerkve svete modrosti.
in to je bilo to. Polet proti letališču je bil in sem se zahvalil vodičkini Simoni, ker to je že drugič, da potujem z Oskarjem in drugič je ona od 100 pa nekih vodičev, ki jih je. Bil je tudi eden izmed razlogov, da sem šel tudi čez zdaj, ker imam dosti destinacij trenutno, pač želja je velika. Ena izmed teh je bila Turčija in ko sem videl njeno ime not, sem rekel, če pensar tudi volj, da nisem dvakrat pomislil, sem kliknil in sem rekel, in to je to, zato ker prvič v Jordani mi je bilo super kot vodičkinja in kot oseba in sem rekel, pač ne vem, še enkrat in je bilo wow in ja, sem se zahvalil Simoni. Kakšna izkušnja v Turčiji, bomo rekli, meni je bila fantastična, nepozabljivo, kar mi je pač žal, ampak spet na to sam jaz nisem mogel vplivati nič, noben je pač zdravstveno počutje, tako kot sem se zahvalil vsem na busu. Na koncu mislim, da vsako potovanje ima svojo zgodbo in nikoli ne veš, kako bi bilo, če ne bi bil bolan, ali pa lahko je bil hujše bolan, pa bi mogel, pa sploh me ne bi bilo, tako da vse je z razlogom na koncu. To je to tega potovanja, 11-dnevno potovanje, res vidiš polovico Turčije smo dali skozi, 3500 km narejenih z avtobusom, Roman je bil vlogec zanimiv in všeč. Če vas kaj zanima, napišite v komentar. Za potovanja, ideje ali karkoli, jaz itak imam že plane, kaj želim pogledati. To je vse, se vidimo, ajde.